Smisel. Jaz sem zdaj namatral, da bom prebral tole za vas. V oklepaju, sem imate kar tudi na tabli. Narada Muni je opisal ženo, ko je profesionalna prostitutka. Harjašve so shvatili identitet te žene. Prožeta gunom strasti, nepostojena inteligencija svakog živog bića je kao prostitutka koja menja haline samo da bi privukla nečiju pažnju. A se živo biće potpuno zaokupi prolaznim plodonosnim delatnostima, ne shvatajući kako se one odvijaju. Šta u stvari time dobija? Žena koja nema muža proglašava sebe nezavisnom, što znači da postaje prostitutka. Prostitutka se obično oblači u razne haline, tako skrojene da bi privukle pažnju muškarca ka nižim delovima njenog tela. Danas je u modi da žena ide gotovo naga, samo neznatno prekrivajući niži del svoga tela, da bi privukla pažnju muškarca ka intimnim delovima svog tela radi seksualnog uživanja. Inteligencija je usmerjena na to, da privuče pažnju muškarca ka nižim delovima tela je inteligencija profesionalne prostitutke. Slično tome, inteligencija živog bića koje ne usmerava svoju pažnju ka Krišni ili pokreta svjesnosti Krišnje jednostavno menja odeću kao prostitutka. Kakva je dobrobit od takve budalaste inteligencije? Moramo biti tako inteligentno svjesni da ne moramo više prelaziti iz jednog tela u drugo. Karmi iz svakog trenutka menjaju svoje zanimanje, ali osoba svjesna Krišne ne menja svoje zanimanje, jer je njeno jedino zanimanje da privuči pažnju Krišne pevajući Hare Krišna mantru i živeći veoma jednostavnim životom, ne sljedeći svakodnevne promjene mode. U našem pokretu svjesnosti Krišne osobe koje prate modu očimo da prihvate novu modu, odeću Vajšnave sa brijanom glavom i tilakom. Poučavamo ih da uvek imaju čisti odeću i navike jedenja da bi bile postojane u svjesnosti Krišne. Kakva je korist od toga da menjamo odeću i ponekad nosimo dugu kosu i dugu bradu, a ponekad nešto drugo? To nije dobro. Ne bismo trebali tračiti vreme na takve isprazne delatnosti. Trebamo uvek biti postojani u svjesnosti Krišne i sa čvrstom odlučnošću prihvatiti lek predanog služenju. Stvari tega sveta, v kateri se ljudje, v kateri se tudi mi do neke mere vsakdo se angažira v določene stvari, da izboljša izgled ali pa izboljša počutje svojega telesa, da stopnjuje svoje udobje iz dneva v dan. Ja, udobje našega telesa nam je zelo pomembno. In to se nam zdi normalno, se zdi ljudem normalno, da so v koraku z modo, v koraku s časom in da preštudirajo, kaj je danes moderno in kaj je danes uživanje, kaj je danes užitek. Naprimer, na kakšne načine so uživali ljudje pred 500 leti ali 1000 leti, ko imamo zgodovino. Nekatere stvari so zelo podobne, samo variirajo, danes je vse skupaj malo drugačni pakungi. Se pravi, drugačna pakunga pomeni, da je danes istočutno uživanje moderno, pač izvršujemo na različne načine bolj moderno in zato se nam zdi vse skupaj novo in mislimo, da aha, kaj tazga pa še nisem doživel, kaj tazga pa še nisem videl. Ampak vse to smo že doživeli, vse to smo že videli.
ampak na vse to smo pozabili. Govorim širše tudi prejšnje življenje. Marko prav ni pozabil. Ja. Ampak zakaj Šrila Prabhupada pravi, dajmo malo pogledati, zakaj Šrila Prabhupada pravi, zakaj Šastri pravi, zakaj mi verjamemo kot bakte, da to ni dobro, Šrila Prabhupada, to ni dobro pravi. Ne, angažirati se v te zadeve, ne, materialistične. Zakaj materialistično življenje in materialistične vrednote, materialistični pogled na svet ni dober? Ker je začasen, to je ena zelo velika pomen. Naprimer, Majavadi spiritualisti, oziroma bolj specifično Brahmavadi ali pa spiritualisti, ki verjamejo, da je ta svet iluzija, se odrečejo vsem aktivnostim tega sveta, samo zaradi, to je njihova glavna, zaradi tega, ker vse karkoli se dogaja v tem trenutku v mojem življenju, bo kmalu pozabljeno in bo se spremenilo in se bo zgodilo nekaj podobnega ali pa istega, punah ščarvita čarvananam. To, kar smo že zdavnaj preživeli, se bo spet pojavilo z majčkim drugačno aromo. Se pravi, konstantno spreminjanje, čas je vse prežemajoč v tem svetu in odreče se jogi in gjani, se odrečejo aktivnostim v tem svetu iz tega razloga, ker so opazili, so pogruntali, da stvari se vedno spreminjajo, istočasno so še vedno isto. To je malo čudno vse skupaj, ne. Materialna narava deluje tako, da nam vedno iste stvari servira v majčkeno drugačni pakongitis, kar je modern za tisti čas, da bo za nas, ne. Tako da smo moden to. Ja, se pravi, stvari so začasne, ampak dejanski razlog, zakaj to ni dober. To, da je vse skupaj začasno, da se vse skupaj spreminja, je ena stvar. To telo je začasno, se pravi, prijemo do tega telesa. Začasnost tega telesa, zakaj bi zadovoljevali svoje telo, če pa tako začasno. Do tega sem hotel priti. Se pravi, začasnost tega sveta je ena stvar, začasnost tega telesa je pa še bolj jasen razlog, zakaj. Ne, to telo je povezano s tem svetom, se pravi, štartamo s tem telesom. Kar se zdi našim čutilom in temu telesu in našem umu dobro, to je dobro. Se pravi, ko pa sprejmemo, da je to telo začasno in da bomo mogli sprejeti enega drugega, enkrat v prihodnosti, in da to eno drugo telo bo lahko slabše ali pa boljše, da imamo odločitev, ali pa celo, da se ne rodimo nikoli več v materialnem svetu, da sprejmemo, da imamo tudi to možnost. Kakšna je potem vrednost čutnega uživanja in pomen, kakšen je potem, ko sprejmemo to, dejanski pomen današnje mode, kako oblečen, kakšne vrste, kako se naličiti, kako se obleči, kakšno frizuro imeti, kakšen dejanski pomen, ko sprejmemo, ko slišimo, ko vidimo, da imamo več opcij in vidimo sedaj na podlagi tega, da je to telo začasno. Že v tem istem življenju se spreminja in potem se ultimativno spremeni na koncu življenja, ko se čas temu telesu izteče. Se pravi, kaj je vse pomen tega. Se pravi, zelo majhen pomen ima. Telo smo dolžni zaščititi,
kako zaščitimo telo pred mrazom. Tole je relevantna stvar. Telo zaščitimo pred izstradanjem, se pravi, telesu moramo dati hrano, telesu moramo zaščititi pred vročino, pred mrazom. Ja, se pravi, dolžni smo zaščititi svoje telo. So še različne druge nujne potrebe telesa. Ja. Kjer je najbolj nujna potreba telesa? Dihanje. Ampak z dihanje nimamo kaj preveč izbere, ali diham, ne moramo kar nič, ne bomo zdaj več dihali. Katera je najpomembnejša? Se boste malo presenečeni, pa boste se strinjali na koncu, ko bom povedal, ampak ne vem, če bo kdo pogruntal. Kjer je največja potreba človeka, telesa, tudi človeka nasploh, ki je pogosto ignoriramo, ne kot bakne, ampak tako. Spanje. Eno specifično stvar išče. Potreba tega telesa. Mogoče lahko tudi še malo drugače povem. Nekaj namen tega telesa je bolj točno. Kaj je en poseben namen tega telesa, kaj je tudi potreba istočasno lahko. Ampak bolj prosim? Ja, zavest Krišne. Delovati s tem telesom za Krišno. To je namen tega telesa in tudi potreba. To telo je narejeno tako, da lahko z njim opravljamo aktivnosti vdanega služenja. Lahko se odločimo, da jih, lahko se odločimo, da ne. Ja. Zaključek je, da je ta svet, v katero spada tudi to telo, fizično telo, sen. Ko spimo, sanjamo in se nam vidimo določene stvari in jih občutimo. Jaz sem sanjal, imel sem večkrat že močne sanje preteklosti in sem bil streljen v sanjah. In ko sem se zbudil, sem še nekaj minut čutil tako vibracijo. Tam, kjer me v sanjah so me ustrelili, sem čutil noter in strah in vse. Se pravi, mi kot duše spimo in sanjamo in se poistovečamo s tem telesom, poistovečamo se s tem, kar to telo dojame. Ampak dobra novica je, da se lahko zbudimo iz tega sna. Fino je, ko je ta sen lep, ko so lepe sanje. Ni preveč fino, ko so težke sanje, so nočne more. Ampak nujno je, da identificiramo, kaj je tisto, kar spada v sen v našem življenju in kaj je tisto, kar spada v duhovni svet, kar je iz duhovnega sveta. Imamo srečo, da v sen, v iluzijo tega materialnega sveta se vmeša, tudi sveto ime se vmeša duhovni svet. Iz duhovnega sveta različne stvari pridejo, tudi v današnjem času, in se pojavijo tukaj, da jih lahko uporabimo. Ampak te stvari ne spadajo v sanje materialnega obstoja. Spadajo v resničnost, spadajo v realnost in definitivni obstoj duhovnega sveta. Duhovni svet obstaja in včeraj je bil lep vers,
ki je nas na to spomnil. In odločitev je naša, imamo vero v to, v bistvu osnova naše filozofije je, da verjamemo, da spoznavamo, da verjamemo, da poskušamo doseči znanje, informacije, vse te stvari se želimo naučiti. V Bhagavad Giti je izraz gnjeja, tisto, o čemer se učimo. Mi se naučimo v materialnem svetu, kako izboljšati udobje v tem svetu. Za to telo. Gnjeja je spoznavanje duha Krišne, spoznavanje duše, ki je istočasno tudi kshetragya, dobro, da bomo zdaj to. V glavnem, štartamo z te perspektive, da pravi jaz je duhovna duša in duhovna duša ni v naravnem položaju v tem svetu. Zaradi tega je potrebno, da se naše telo, inteligenca in tako naprej, celoten naš obstoj spremeni moralni kompas in da se spremeni tisti sever. Mogoče to ni glih ta prav primer, ker kompas vedno pravilno kaže, vedno kaže. Mi moramo naš fokus spremeniti. Mogoče to. Naš fokus, kje je naše stremljenje, kaj je naš glavni cilj, tako da lahko orientiramo lahko celotno svoje življenje proti tem cilju, ki ni več naše telo, ampak je duša, je Krišna, je duhovni svet. Šrila Prabhupada je pogosto poudarjal, naš cilj je duhovni svet. Mi sprejemamo, da obstaja ta svet izven tega sna, tega obstoja. Sanjanje je resnična stvar. Ampak kaj pa pomeni? Sanje je zelo težko razložiti. Ukvarjajo se veliko se jih ukvarjalo v preteklosti. Freud, Jung, in kdo še vse, so se ukvarjali z razlago sanj in študiranjem sanj. Kot terapevtsko, kot so hoteli vedeti svojo prihodnost, različne stvari, kot metodo zdravljenja, ne vem kaj vse, se ne spoznam toliko. Ampak v vsakem primeru, kakorkoli pogledamo, je zelo težko razložiti. Sanjamo nekaj, pogledamo sanjsko knjigo, bogat boš postal, veliko sreče boš imel življenje, in karkoli više, ali pa nevarnost se približuje, ali pa nekaj. Kljub temu, da lahko sanjsko knjigo pogledamo, še vedno večina sanj, ki jih sanjamo, ne bomo mogli razložiti, zelo težko jih je razložiti. In tudi v svetu, v katerem živimo, se ne moramo vsega dojeti. Komplicirane so stvari včasih, zakaj se mi to dogaja, zakaj se mi ono dogaja, zakaj se to dogaja, zakaj se ono dogaja. To je del sanj. Ne smemo preveč resno vzeti. Moramo vzeti resno do neke mere, ampak ne preveč. Sploh, ko gre za negativne stvari. Ne smemo jim dovoliti, da nas odtegnejo od danega služenja. Težave v življenju nekatere približajo Krišni, nekatere poddolijo stran od Krišne. Naša odločitev ne bi smela biti, da nas oddaljujejo od Krišne, ker na koncev niso okoliščine, ki nas oddaljujejo od Krišne. Je naša odločitev na koncu. Noben nam ne more vzeti bhakti. Ne glede nič in noben nam ne more vzeti bhakti.
Krišna je njegov interes, da nam da dano služenje. V njegovem interesu je to. Tako da ja, sanjamo, razlagamo si stvari na način, ki ni pravilen. Pravilen način je vedno razlagati si stvari v kontekstu danega služenja, v kontekstu duhovnega sveta, v kontekstu te duše. To telo, čeprav se zdi to resnično, čeprav se zdi, kot da smo mi to telo, se identificiramo s tem telesom, to smo želeli slišati, ampak če pomislimo, se dejansko identificiramo zelo močno, to je zelo močno. Ego je lažno poistovećenje, lažni ego, ne ego kot lažni ponos, ampak lažno poistovećenje, seveda povezano z lažnim ponosom. Lažno poistovećenje s tem telesom ni nekaj, kar se trudimo vsak dan doseči, kar bi mogoče poistovečenje beseda namignila lahko nam to. Poistoveče se igralec na odru z likom, ki ga predstavlja. Ampak mi se ne poistovečemo, to je nam naravno. Naravno nam je, da smo poistovečeni z... Mi se ne trudimo, zdaj bom pa jaz mislil, da sem to telo. Mi se trudimo, da se znebimo tega lažnega poistovečenja s tem telesom, da se znebimo lažnega ponosa, ki je povezan z poistovečenjem. To se pa zgodi tako, da smo v stiku s Krišno. Šrila Prabhupada poudarja, poslušajte treba o Krišni. Zakaj Šrila Prabhupada to poudarja? Ker to piše v Šrimad Bhagavatamu, ker to njegov duhovni učitelj poudarja. Poslušajte treba o Krišni. Povezan je potrebno biti s Krišno. Sambandha Krišna abhideya bhakti. Prayojana Krišna prema. Se pravi, sambandha, osnova je biti povezan s Krišno. Celo svoje življenje je treba voditi na ta način, da smo povezani s Krišno. Povezani smo s Krišno lahko skozi različne aktivnosti, skozi razmišljanje o Krišni, skozi meditacijo, skozi molitev, skozi arčanam, vandanam, sakyamatma nivedanam. Zelo veliko načinov je, s katerimi se lahko povežemo s Krišnom. Bolj globoko v nas, ko se povežemo, bolj globoko, kaj je meditacija, nektar duhovnih napotkov nam pove, da obstajajo pet nivojev, ne vrst, 5 nivojev smaranam misliti na Krišno. Prvi nivo je občasno mislil na Krišno, potem je manj presledka med tem občasnim, zmeraj bolj povezano razmišljanje o Krišni, in potem samadi je konstantno misel na Krišno. Sprav, bolj, ko smo poglobljeni znotraj, bolj smo zavestni Krišne, ker zavest je znotraj nas, zavest. Tako da, bolj, ko smo zavestni Krišne, več vrednosti imajo naše ostale duhovne aktivnosti. Se pravi, z višjega nivoja duhovnega napredka
opravljamo aktivnosti zavesti Krišne, večji efekt imajo. Če mantramo kot oseba, ki je na nivoju šrade, na nivoju anarta nivriti, jaz sem na nivoju anarta nivriti in mantram sveto imena. Potem pride nekdo drug, pa je na nivoju ruči mantra sveto ime, večji efekt ima. Nekdo, ki je na nivoju bave in mantra sveto ime, ima večji efekt in bolj razume, večjo spoznanje svetega imena ima oseba, večji efekt ima na to osebo in pa na prečiščujoči efekt na druge. Lažje nauči druge, kako smantrati sveto ime, to je en primer. Okay. Se pravi, treba razumeti, da je ta svet, vključno s tem telesom, del sanj. In da moramo biti iz dneva v dan zelo srečeni in imeti hvaležni in imeti vero v to, da duhovni svet obstaja in da se povežemo s tem duhovnim svetom lahko tudi še za časa, ko še sanjamo, lahko samo, možno je, da delno sanjamo, delno ne sanjamo, delno smo zbujeni. Ni, a smo zbujeni, a sanjamo. Zbudimo se lahko postopoma. Na ta način, da iz dneva v dan se čim bolj poskušamo povezati s Krišno na tak ali drugačen način. Da svoje čustva, svoje emocije, kar čutimo, osredotočimo na Krišno. Svoje misli, svoje aktivnosti, dejanja. Duhovno močni bakte so povezani lahko s Krišno ves čas, v vsakih okoliščinah, dan in noč. Še v najhujših trenutkih, ki vsakega čakajo, največji test je smrt. Ampak tukaj pratihata je jatma supresideti. Bhagavatam pravi, nemotivirano in neprekinjeno. Neprekinjeno pomeni neprekinjeno, dobesedno. Tudi v trenutku smrti se tako vdano služenje ne prekine. Hare Krishna. Še kdo, ki je povedal, dodal, vprašal? Prosim. Hare Krishna, hvala za predavanje. Moje vprašanje je, če se v bistvu začne to razmišljanje o Krišni s tem, da ko razmišljamo o navodilih duhovnega učitelja oziroma Šrila Prabhupada. Prva stvar je šrada. Šrada lahko pride. V bistvu mi ne moramo kontrolirati bhakti. Ni nujno, da je Prabhupada ali pa duhovni učitelj ali pa nek zvišen bhakta, ki nam odpre možnost za vdano služenje. Res. Šrada po Bhakti Takurju pomeni, šrado imaš takrat, ko ti je všeč. Bodi si bhakti. Šrada za nekega Indica, ki vidi festival, ko pelejo božanstvo ven iz templa. Pa mogoče nima pojma, kaj je to točno. Nima. Ampak videl božanstvo, lep festival. Ali pa, ko vidi Rata Jatro nekdo in ostane gor, ki se mu zdi zanimiv. Neko pozitivna naklonjenost, ki je mogoče sebe sploh ne razume. To je že začetek. To je bhakti. Nekdo, če sedi
In ko vidi Rad teatro, ko gre mimo ali pa Harinam, postane, pogleda, kaj pa je to? To je bhakti. Da se že začne. To je šrada nivo. In ta oseba bo spet dobila možnost, da dobi naslednjo kapljico šrade. Da nekdo dejansko postane bhakta, sta pomembni dve stvari. Saubhagya, Bhakti Vinod tako razlaga, saubhagya pomeni velika sreča. Sau pomeni velika, bhagya pomeni velika sreča, kot bomba, kot Boga, kot darilo, kot nekaj zelo posebnega. In saubhagya, kaj je saubhagya po Bhakti Vinod Thakurju, je, da ima oseba možnost druženja z bhaktami. Se pravi, med šrado pa med sadhu sango je saubhagya zaradi tega, ker med tem posebno srečo, da se lahko druži, mora imeti posebno srečo, da lahko pride v družbo bhakti in da se na redni bazi začne družiti z bhaktami, kjer pa potem sliši, posluša, poje sveto imena. Poslušanje in družba z bhaktami je pač nujno zato, da lahko nekdo dobi duhovnega učitelja, da lahko nekdo izpopolni. Skozi ta vrata mora vsak iti. Vrata, kaj so vrata? Napisano Bhakti Rasamrita Sindhu. Vrata v bhakti so zelo močno povezane z duhovnim učiteljem, poslušanjem, službo naprednim bhaktam. Ampak bhakti se začne že prej. Ampak vstop v Uttama bhakti, definicija Uttama bhakti je zelo stroga. Ne? Nekdo, ki je na šradi, ne prakticira Uttama bhakti. Ampak to ne pomeni, da že ni efekta. Nekomu je všeč kjerkoli aspekt vdanega služenja, ko bhakti upravljajo bhakti, ali pa se nekako angažira sam, dobi prasadam, agyata sukriti. Všeč mu je Maha prasadam Balaram, pa sploh ne ve, kaj je. To je že šrada. To je že povezano z bhakti. Ampak nekdo, ki hoče prakticirati Uttama bhakti, to si ti verjetno mislil, so pa vrata v Uttama bhakti, ko je opisano v danem služenju, so nekdo prek naprednejših bhakt, prek zelo naprednih bhakt, pred naprednejših in pred zelo naprednih bhakt vstopi v vdano služenje, prek tistih, ki so angažirani v vdano služenje v veliki kapaciteti. Moj duhovni učitelj, prva stvar, ki je prišel stik s Krišno, ki ga je to začel zanimati, je dobil možnost, da je zabil žebo v Jagannath voz. Vsi so rekli, Jai, so videli, da je en nov prišel, ki ga še niso videli, in je naredil službo za Prabhupada in za Krišno. To se šteje. Med šrado pa med ništo je pa nažalost potrebno več kot samo enkrat, da nam je všeč nek, mora biti na konstantni bazi všeč in se moramo začeti truditi zelo močno, da lahko dosežemo višje stopnje vdanega služenja, da razvijamo inteligenco, kapaciteto in da postanemo dakša, izvedeni za vdano služenje. Zato potrebuje najhitreje je preko ekspertnih, tistih, ki so že dakša bhakti. To je najhitrejši način. Jaz sem zelo veliko bral knjige, svoj čas, 4 ure na dan, učil se verze. Jaz v najboljših časih sem znal koliko 200 verzov na pamet, s prevodi in vse, 200, ne vem, mogoče tam okoli 200, 205, ne vem. Ampak moje spoznanje je bilo, ko sem imel možnost, da poslušam od Buridžana, od Bhakti Vidya Purna Swamija, in drugih
na redni bazi. Jaz sem poslušal 4-krat na teden v sistematskem izobraževanju, ko sem imel predavanja. To sem pa spoznal, kako oni dejansko razmišljajo in ko tudi te pozornost dajo, ko si sediš zraven, ko pride do izmenjave med slušateljem in poslušalcem, da tisti je dejansko, kar mi je veliko več odprlo oči in dal veliko več intuicije za bhakti in za šastre, kot pa samo branje. Tako da jaz mislim, da to je dober primer, ne? Če ti prebereš, če ti sam si angažiran samostojno, ali pa če ti pokaže nekdo, ki je ekspert, če te vodi nekdo, ki je ekspert na tem področju, je to razlika. Zaradi tega je važno imeti živečega duhovnega učitelja, Šrila Prabhupada pravi, zaradi tega, ker se lahko od njega naučimo hitrej. Zaradi tega so tudi izjave, da brez duhovnega učitelja ne moramo iti v duhovni svet v enem življenju. Brez verodostojnega učitelja in odnosa. Ja, odnosa s tem duhovnim učiteljem. Čeprav mednarodna skupnost zavest Krišne je spoznala zelo napredne bhakte, katerih duhovnih učitelj je padel, ali pa kateri so imeli konflikt s svojim duhovnim učiteljem. Ampak so neomajni v svoji veri in v svoji službi za Krišno in jih ne zanimajo materialne stvari sploh. Taki so jih razvili zavetje Šrila Prabhupada, ne? Absolutno. Znotraj skupnosti za zavest Krišne po definiciji so zaveli. Hočem reči, da glede na to, koliko poudarja Šrila Prabhupada, da moramo imeti duhovni učitelj, da moramo določene stvari, ki so esence, ki jih vsi sprejemamo kot najbolj važne, so mantranje svetega imena, skupinsko petje svetega imena. Te stvari so važne, ampak nekdo čez čas lahko postanejo službe pomembne tudi druge, oboževanje božanstev. Tako da ne smemo si vzeti, zdaj pa nimam duhovne, nimam iniciacije, zdaj pa ne morem napredovati v duhovnem življenju. Mednarodna skupnost zavest Krišne ima toliko veliko naprednih bhakt in toliko možnosti za družbo z bhaktami, da je na koncu v bistvu na nas, tudi če duhovni učitelj ali pa naš odnos z duhovnim učiteljem ni tak, kot bi mi želeli ali pa pričakovali, še vedno se lahko odpremo bhakti, še vedno lahko dobimo širše duhovne učitelje. Če nam en del šaster, ki jih Šrila Prabhupada poda, ni všeč, lahko beremo en drug del šaster. Tako kot na primer današnji komentar lahko feministom ne bi bil všeč. Ne pa pač zberemo si drug, ostanemo v stiku s Šrilo Prabhupada, način, da si zberemo tisti del, kjer Šrila Prabhupada opisuje stvari, ki so nam všeč. Krišna Buku ne opisuje takih stvari, ki jih tukaj omenja. Ja. Sem ti razširil malo. Ok, Hare Krishna. Prabhupada ki jai, Bhagavatam ki jai, Gaur Premanandi.